Hvala lepa kolegici Nataši Bogovič-Avšič in hvala lepa našim dinamitkam. Čudovito ste nas razgrele, da se lahko zdaj optimistično in polni energije in pričakovanj zazremo v prihodnost. In ta je res že pred vrati. Kmalu se bo za županska in svetniška mesta potegovalo 53, a sem prav rekel, 55, 54. 53 županskih kandidatk in kandidatov ter preko 2000 kandidatov za svetnike v 122 slovenskih občinah. Res smo si želeli kongres, kot je prej dejal tudi predsednik dr. Golob, organizirati v Mariboru. Tukaj le dvorana Leona Štuklja je ena redkih, ki je lahko sprejela tolikšno število ljudi, ki je bila v danem trenutku na razpolago, in veseli nas, da lahko v drugem največjem slovenskem mestu, ki nas danes gosti, med nami pozdravimo županskega kandidata Gibanja Svoboda, profesorja dr. Vojka Flisa, zdravnika, kirurga, specialista žilne kirurgije, univerzitetnega profesorja in menedžerja v zdravstvu, nekdanjega direktorja Maribor, ki se zelo dobro zaveda izzivov, hkrati pa tudi razume in ve, kaj je tisto, kar Maribor potrebuje za ponoven preboj v slovenski vrh, kamor tudi sodi. Dr. Flis, izvolite. Lep pozdrav in hvala lepa za povabilo, spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovana gospa predsednica državnega zbora, spoštovane ministrice in ministri, spoštovane članice in člani Gibanja Svoboda. Hvala, da ste obiskali Maribor in seveda hvala za podporo pri kandidaturi za župana tega mesta. Odločitev za kandidaturo v tem mestu nikoli ni preprosta. Predvolilna kuhinja v tem mestu ne kuha nikoli prav okusnih jedi, včasih so prav odvratne. Morebiti je razlog za to dramatična zgodovina tega mesta. Hudi udarci v zgodovini temu mestu nikoli niso pustili, da bi zelo hitro okrevalo. Mogoče še najhitreje okrevalo po prvi svetovni vojni leta 1918, ko se je v mesto preselilo veliko razumnikov s Primorske. Ja, resnično. No in po drugi svetovni vojni pa je bilo okrevanje že daljše. Mesto je bilo razrušeno od bombnih napadov zaveznikov in bilo je eno od najbolj porušenih mest v širši in ožji okolici in se le počasi pobiralo in počasi okrevalo. Pa vendarle v nekaj desetletjih smo dobili izjemne tovarne z izjemnimi inženirji in izjemnimi razumniki. Naj spomnim samo na metalno hidromontažo, recimo, ki je gradila jedrske elektrarne, predno smo imeli recimo svojo v Krškem. Žal smo to nekje tam 80-ih, 90-ih letih izgubili in izgubili smo tudi industrijsko tradicijo tega mesta. Kasneje so se pričele pojavljati trditve, da si bo mesto opomoglo s storitvenimi dejavnostmi, tako kot recimo s turizmom. Ampak Maribor vendarle niso Benetke. In ta opustitev industrijske tradicije, ta izguba spomina je pripeljala do tega, da leta 2022 v tem mestu izvem, da smo zdrsnili med nerazvite občine v državi Sloveniji. Ta stavek je treba večkrat ponoviti, da ga ponotranjimo, da sploh razumemo, kaj želimo z njim povedati. Univerzitetno mesto, mesto, ki se postavlja z naslovom popolne univerze, mesto, ki bi moralo vrveti, žuboreti od znanja, ki bi moralo s tem dodanim znanjem pravzaprav biti vzor, se zagnati v Evropo, je leta 2022 med nerazvitimi občinami v Sloveniji. Iz mesta odhajajo mladi, demografska slika je izjemno črna, več kot 10.000 ljudi hodi delati v Avstrijo, industrija pa je skoraj da pozabljena. Prepričan sem,
In verjamem, da lahko s pomočjo gibanja Svoboda, da lahko s pomočjo Vlade Republike Slovenije te negativne trende obrnemo in prepričan sem, da lahko Mariboru vrnemo tisti zagon, ki ga je imel v 60-ih, 70-ih, ko je postal slaven zaradi svojega znanja, zaradi svojih inženirjev, zaradi svojih razumnikov po vsem svetu. Hvala lepa za podporo in hvala lepa, da ste obiskali naše mesto in tistim, ki se vračate, želim varno vožnjo domov. Hvala lepa. Hvala lepa torej našemu županskemu kandidatu, dr. Vojku Flisu. Naslednji pa nas bo nagovoril dr. Klemen Grošelj, obramboslovec, ki je v vladi gospoda Marjana Šarca opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Leta 2019 pa je bil na listi LMŠ izvoljen za evropskega poslanca. Sedaj v Evropskem parlamentu zastopa gibanje Svoboda. Dr. Grošelj, izvolite. Danes je v tej dvorani, ki se kiti z imenom slovenskega olimpionika, zgodovinski trenutek. In mi smo njegove priče. Spoštovani predsednik, spoštovana predsednica državnega zbora, ministrice in ministri, draga Irena, kolegice in kolegi poslanci, cenjene članice in člani, dragi prijatelji. Ko sem prejel vabilo in bil s tem deležen privilegija, da vas danes nagovorim ob tej, trdim, da zgodovinski priložnosti Združitvenega kongresa Gibanja Svobode, sem bil kar malce vznemirjen. Zakaj? Zakaj? Enkrat se je že dokazalo, kaj pomeni združiti liberalno-socialne sile in potencijale na Slovenskem. Takrat je to pomembno vplivalo na smer, v kateri smo se ozirali, ko smo razmišljali o prihodnosti naše države, ko smo načrtovali vključitev naše domovine v pomembne mednarodne integracije, v EU in Zvezo NATO. Zdelo se je, da je naloga upravljena in da smo na varni strani, da bo vse samo še bolje, da zdrs praktično ni več mogoč. Tako kot ob nastanku naše samostojne neodvisne Slovenije so bili pričakovanja, da bomo vsi, če malce parafraziram znanega gospodarskega ministra, iz fička presedlali najmanj na golfa. Pa se to ni zgodilo. Ni te samoumevnosti. Tako tudi umestitev v EU ni bila garant, da bo življenje že samo po sebi boljše, lepše, bolj sproščeno in srečno. Ne pozabimo, za nami je mračno obdobje, zapiranje v občinske meje, kaznovanje zaradi uživanja hrane na javnem mestu, zaradi branja ustave na javnih mestih, vladanja z odloki, zatiranje ustavno varovane pravice do protesta, zaplinjanje naše prestolnice in robokopov, ki so varovali oblastiželjnega in samošečnega ministra. In še bi lahko našteval. Na srečo vseh nas so ta mrak, to ideološko brezno brez dna presekale zadnje volitve v državni zbor in danes se tu v Mariboru ponovno simbolno združujemo s ciljem, da se zgodovinska izkušnja zdrsa v temo nikoli več ne ponovi, da nikomur več ne bo nikoli v naši državi kratina svoboda in z ustavo zagotovljene pravice. Današnji kongres v svojem bistvu, kot sem dejal, predstavlja ponovno združitev vseh slovenskih socialno-liberalnih političnih sil. Torej političnih sil, ki svojo politično identiteto in bit črpajo iz idej in reform Staneta Kavčiča in Janeza Drnovška. Temelj te ideje je bil in ostaja Slovenija, ki je odprta v svet, ki je gospodarsko uspešna tudi za vpetostjo v širši evropski prostor in Slovenija, ki sledi najvišjim demokratičnim standardom varstva človekovih in državljanskih pravic. Slovenija, katere gospodarstvo temelji na tržnih pravilih, z močno in solidarno socialno državo, ki nikogar, ki potrebuje pomoč, ne pušča samega. A bodimo realisti, sinergije te združitve niso samoumevne. Odvisno je od vseh nas in vsakega posebej med nami, a od tega ali in koliko sebe bomo vložili v ta projekt, ki je v resnici projekt lastne in skupne prihodnosti in prihodnosti naših mlajših generacij. Od tega je odvisen njegov uspeh. In zato, da nam bo vsem prebivalcem Slovenije bolje, smo prevzeli nase odgovornost, da bomo naše zaveze tudi uresničili.
Mi smo pomembni igralci, ne samo doma, ampak tudi v tujini. Pa ne mislim s tem na Dončića in ostale naše velemojstrice in velemojstre. V Bruslju je že prepoznano, da je naš predsednik dr. Robert Golob mojstrsko prispeval, če tako smem reči, ključne trojne dvojčke pri evropskem odločanju v soočanju z visokimi cenami energije. O teh dimenzijah govorim, o pogumu, imeti pravo vizijo prihodnosti in jo tudi uresničevati. Sanjarjenje ni dovolj. Mi imamo ljudi, imamo znanje in s participacijo in vključevanje najširših javnosti, njihovih izkušenj in znanja nam bo to vizijo uspelo ne le sanjati, temveč in predvsem uresničiti. Kaj v bistvu imamo? V bistvu imamo življenje. In mi vemo, da je kakovost življenja ključna. In kakovosti, kot sem že dejal, brez močnega inovativnega gospodarstva ni. Brez zelenega prehoda, brez kakovostnega javnega sektorja, brez javnega zdravstva, šolstva, brez medgeneracijsko solidarne družbe, vključujoče in močne kulture in umetnosti in brez odprte družbe tako navznoter kot do mednarodnega okolja, te kakovosti preprosto ni. Če se ozrem na aktualni slovenski in evropski politični trenutek, govorimo o idejah in načelih, ki ostajajo večno aktualna in katera so zaradi vzpona skrajne desnice in avtoritarizma, katerima smo bili priča tudi v Sloveniji, tudi najbolj ogrožena. Mi smo Gibanje Svoboda in smo del socialno-liberalne renesanse, kateri smo priča v Evropski uniji. Paradoksalno, v največjem obsegu prav v državah, kjer smo priča tudi vzponu skrajno desnih in konzervativnih političnih sil, ki negirajo prav tiste ideale, vrednote in pravice, za katere se mi borimo. Kot lahko vidimo, ta boj ni nikoli končan. Kljub političnim porazom mračnih sil smo priča novim in novim napadom na temeljne pravice, celo pravice, ki so danes samoumevno, postajajo predmet nizkotnega in nedostojnega političnega diskurza. Ta sega od vprašanj pravic spolnih mašin, pravice žensk do splava in položaja žensk v družbi nasploh. Nadaljujejo se napadi na medije in na vse drugače misleče, ki se s skrajno desnim političnim diskurzom, ki nam ga vsiljujejo, ne strinjajo. Vsiljujejo in stopnjuje se umetno ustvarjen kulturni in identitetni boj, katerega cilj je vsiliti neoliberalni politični družbeni model po podobi in potrebi enega človeka, četudi v nasprotju z zakonom in ustavo. Začetkom tega smo bili priča na žalost tudi v naši državi, kar pa smo, kot rečeno, na volitvah uspešno presekali. In danes se ponovno in prav posebej zadruženo zavezujemo, da bomo z odgovornostjo in z hvaležnostjo do zaupanja, ki nam so ga izkazali ljudje, branili temeljne demokratične pravice in svoboščine, pravice zapisane in varovane v ustavi in v temeljnih pogodbah Evropske unije, branili vladavino prava, svobodo medijev, četudi bodo ti kdaj kritični do nas in našega dela, svobodo naše skupnosti in vsakega izmed nas, branili javno zdravstvo, javno šolstvo, avtonomijo kulture in visokega šolstva, svobodo govora in še bi lahko našteval. In če mislimo resno, in globoko verjamem, da mislimo resno, bomo vse našteto branili, kot se simbolno reče, do zadnjega diha. Srečno Gibanje Svoboda! Hvala lepa dr. Klemnu Grošlju. Nagovorila pa nas bo zdaj še druga evropska poslanka Gibanja Svoboda, gospa Irena Joveva, ki je bila leta 2019 tudi nosilka liste LMŠ na volitvah v Evropski parlament, kamor se je tudi uvrstila z visokim odstotkom preferenčnih in številom preferenčnih glasov. Danes torej v Evropskem parlamentu zastopa Gibanje Svoboda. Gospa Irena Joveva, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, tudi vlade, spoštovana predsednica Državnega zbora, cenjeni ministrice in ministri, poslanke in poslanci, bodoči župan Maribora, dragi članice in člani, prijateljice in prijatelji, ljuba ekipa. Zakaj komuniciraš z ljudmi, kot da si ena od njih? Zakaj jim poveš po pravici, celo to, ali žuraš, ali skuhaš kosilo vsak dan? Zakaj si sredi kampanje povedala, da si želiš otroka? In zakaj za vraga jim razlagaš za praktično vsak svoj glas?
Saj niso vsi javno objavljeni. Zgubila boš volivce, punca, če boš tako zelo iskrena. To so dejanski citati, ni pomembno, od koga vse, pomembno je, da so bili in da so še vedno namenjeni meni. Poslušam jih že od vstopa v politiko. Ampak še bolj, najbolj pomembno je pa, da se z njimi ne strinjam. Seveda sem ena od njih, ena od vas. In ena od, tako kot kolega Klemen, po novem 103 poslank in poslancev politične skupine Renew Europe v Evropskem parlamentu. V tej skupini ni vedno enostavno, veste. Tudi enotno ne. To je pač del politike, predvsem naše liberalne, demokratične. In s tem ni nič narobe, vse dokler smo enotni pri naših temeljih, vrednotah, osnovnih človekovih svoboščinah, vladavini prava, svobodi. Pri tem, da smo vsi enaki z identičnimi človekovimi pravicami, ne glede na kraj in čas rojstva nas ali naših staršev, ne glede na barvo naše kože, ne glede na to, koga ljubimo. In pri tem smo v Renew Europe in Gibanju Svoboda absolutno 100% enotni, ne le z besedami, z dejanji. S konkretnimi rešitvami za izboljšanje položaja naših državljank in državljanov. Tudi to ni vedno enostavno. Ampak upam si trditi, da smo v Renew Europe med najbolj dejavnimi poslankami in poslanci. Ogromno za blaginjo vseh ljudi izredno pomembnih predlogov spravimo čez. Dovolite mi nekoliko neskromne skromnosti. Dokazano sva s Klemnom del tistih, ki v Evropskem parlamentu gradijo močna medskupinska in nadnacionalna omrežja, s tem pa pridobivajo neposleden vpliv pri soodločanju in oblikovanju politik. Biti v takem političnem vozlišču je ključno za pridobivanje vpliva ter doseganje konkretnih ciljev in dejanj v Evropskem parlamentu. To niso moje besede, to je zapisano v eni od analiz Evropske institucije, ki spremlja delo, Evropske organizacije, ki spremlja delo institucij v Uniji. To sva midva in s tem bova nadaljevala. Šponala. In to je na evropskem parketu tudi naša vlada. To smo mi, Gibanje Svoboda, ki je zdaj združilo centristične politične sile v državi. Skupaj z rezultati liste Marjana Šarca in stranke Alenke Bratušek bi na parlamentarnih volitvah imeli več kot polovico poslanskih mest. Zdaj ni več bi, zdaj je bomo. To je prihodnost. Skupaj bomo na lokalni, nacionalni in evropski ravni zdaj dosegli več za Slovenijo. Verjemite mi, ko vam povem, da se vsega tega, kar sem doslej povedala, v Uniji zelo dobro zavedajo. In tudi vsega tega, kar bom odslej povedala, se. Zavedajo se, skozi kakšno obdobje smo šli v Sloveniji med prejšnjo vlado. Zavedajo se, da je zaradi, čeprav kratkega, ampak takrat intenzivnega obdobja in liberalizma nastala težava za vso Evropo, saj so nevarne populistične sile dobile nove zaveznike v sicer konstruktivni državi. Zavedajo se tudi, da je bil in je še vedno potreben velik napor, da je vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba popravila oziroma popravlja škodljive ukrepe in v državi omogoča klimo, ki dopušča ter spodbuja neodvisnost institucij, strokovnost posameznic in posameznikov ter avtonomnost ljudi, da se odločijo, kaj zanje pomeni dobro življenje. Delati moramo vse, kar lahko, da še naprej ustvarjamo pogoje za to. Marsikaj ste in smo že storili, zdaj je čas, da naše sodelovanje okrepimo. Skupnimi močmi in dobrimi idejami bomo na vseh ravneh sooblikovali rešitve za vso Evropo. Skupaj tudi v Evropi ustvarili pogoje za razvojni preboj in gospodarski razvoj Slovenije. Da bo Slovenija najrazvitejša, ne le gospodarsko, temveč tudi na področju pravic državljanov, stanju vladavine prava, podnebni pravičnosti. Svet se pomika iz krize v krizo in veliko napora je potrebnega že za ohranjanje trenutnih standardov. Vemo, da je izzivov ogromno. Neenakost, revščina, dobro javno zdravstvo, sama demokracija. Tudi v Uniji stalno ponavljam o grožnjah demokraciji na Madžarskem in Poljskem. Ne gre za histerijo ali za PR. Stanje je
res katastrofalno. Na Madžarskem sem bila nedavno na misiji ugotavljanja dejstev in sem se samo še bolj prepričala v to. Na Poljsko grem prihodnje leto. Naj ponazorim samo na 2 primerih. Poljska javna radiotelevizija uporablja izseke iz ene TV serije v svojem informativnem programu in jih predstavlja kot resničnost. Na Madžarskem učitelj izgubi službo, če izrazi pomisleke glede ideoloških učbenikov za otroke. Te tendence niso omejene na Madžarsko ali Poljsko, to je treba vedeti. Kot je treba vedeti tudi, da v Evropski uniji skrajne desne struje izključujemo iz procesov odločanja. Je pa res, da zato mi nosimo vso težo odgovornosti za stanje, ki seveda nikoli ni dovolj dobro, a stalno ga skušamo izboljšati, če tudi je morda včasih videti le kot obramba statusa quo. Še huje smo žal videli letos, gledamo še vedno z napadom Rusije na Ukrajino. Tudi to smo videli, kako ranljive so zares države v modernem demokratičnem svetu in da moramo zato še toliko bolj poskrbeti za to, da se raven demokracije ne le ohranja, temveč širi. Avtokrati predstavljajo grožnjo ljudem, državam, Evropi, svetu. Gibanje Svoboda je z zgodovinskim rezultatom na volitvah rešilo Slovenijo pred zdrsom v totalni razpad sistema. Del civilne družbe, LMŠ in SAB, so predtem pripravili teren. Naslednji razpad, ki ga moramo preprečiti, pa je tisti, ki se trenutno odvija na RTV. Naj ponovim, smo najmočnejša politična sila v državi, na evropski ravni smo močno vpeti v vplivno liberalno družino. Res imamo dobre nastavke in, naj tudi to ponovim, ni več, bi lahko ustvarili boljše pogoje za boljše življenje vseh, bomo jih. Na vse zadnje smo se zato angažirali v politiki, kaj ne? To je tisto, kar na koncu šteje. Končala bom pa z začetkom, če sem že omenila, bom še odgovorila. Da, tudi žuram včasih in ne skuham kosila vsak dan. Odločno pa stojim za vsakim svojim stališčem in vsakim svojim glasovanjem, naj bo javno objavljeno ali ne. In veste kaj? Raje izgubim kakšnega volivca zaradi svoje nenarejenosti in iskrenosti, kot pa dobim kakšnega zaradi manipulacij ali laži. Hvala in srečno. Hvala lepa naši evropski poslanki, gospe Ireni Jovevi. K besedi pa bom zdaj povabil osebo, v katero je vse od ustanovitve naše stranke uprto najbrž sleherno slovensko oko. V Sloveniji si veliko področji zasluži prenovo in korak naprej. In če si kakšno področje zasluži spremembe na bolje, je to zagotovo področje zdravstva. Ja, k besedi bom zdaj povabil človeka, ki je motiviran in odločen, da te spremembe tudi izpelje. Minister za zdravje in podpredsednik Vlade Republike Slovenije Danijel Bešič Loredan, kirurg in specialist ortoped, v katerega resnično vsi polagamo velike upe, da slovenski zdravstveni sistem končno reanimira, če uporabim njemu bližjo terminologijo. Tako, spoštovani gospod minister, vabljen k nagovoru. Lep pozdrav, spoštovani predsednik, spoštovana predsednica, spoštovani kolegi ministri, poslanci in vsi tukaj prisotni. Kirurgi ne reanimiramo, to delajo anesteziologi, s katerimi se konstantno kregamo, seveda, ne? Ampak bom začel drugače. 30 let od leta 1992 je zdravstveni sistem takšen, kot je. In nikomur ni uspelo tisto, kar moramo mi opraviti. Ne bomo, ampak moramo opraviti, preden nam zdravstveni in tudi socialni sistem razpadeta do konca. Ni kritično, ni hudo kritično, smo pa na dobri poti, da bo v kratkem času res kritično, če nekaj ne
spremenimo. Prve korake smo naredili, delamo jih hitro in v Sloveniji sta dve najslabši službi. Druga najslabša služba je direktor UKC Ljubljana in najslabša služba v državi je minister za zdravje, tako da predsednik, hvala. Dva temelja sta, ki me vodita pri tej funkciji in pri poklicu, ki ga opravljam. Prvi temelj je svoboda, svoboda misli, svoboda izražanja, svoboda ob vsakem koraku povedati tisto, kar mislimo, tudi če ni takšno, kot drugi to mislite. To želim govoriti na jasen način, s spoštovanjem in absolutno brez sovražnega govora. Nočem in nikoli več ne bom živel pod pritiski, da ne smem izraziti svobodno svojega mnenja. In druga vrednota, za katero se zavzemam, je zdravje. Zdravje nas vseh, četudi bomo imeli močno gospodarsko državo, četudi bomo naredili zeleni preboj in ne bomo poskrbeli za zdravje in za socialno varnost, nismo naredili nič. Če pogledamo v prihodnost, je naša prihodnost neminljivo takšna, da moramo vsakega od nas postaviti v središče zdravstvenega sistema. Da bo vsak trenutek vedel, kdaj bo prišla nujna medicinska pomoč, ki mora priti pravočasno, kje lahko pride najhitreje do osebnega zdravnika in da bomo v državi v najkrajšem možnem času imeli vse zdravstvene storitve opravljene manj kot v 6 mesecih. Tako imajo na Finskem. Zakaj se Finci razlikujejo od nas? Spijejo isto kot mi, morda še več. So podobni, kar se tiče značaja, ampak imajo ničelno toleranco do korupcije. In to je moto, ki ga bomo v zdravstvu, in smo ga že, in ga bomo po novem letu še bolj, zasledovali pri reformi zdravstvenega sistema. Mi se bomo vsi skupaj, takoj po novem letu, soočili z dejstvom, da moramo urediti mrežo zdravstvenega sistema, da moramo spremeniti Zavod za zdravstveno zavarovanje in da bo vsak od nas vedel, kakšno javno zdravstvo imamo za denar, ki ga zberemo. Na Ministrstvu za zdravje, na vladi imamo načrt, prve korake smo naredili, leto 2023 je fiksirano, vse, kar bo opravljeno, bo tudi plačano, čeprav me minister za finance skozi grdo gleda, ampak taka so dejstva. Tako da vse to bomo uredili in v letu 2024 imeli že delno reformiran zdravstveni sistem, ki ga bomo zakoličili spomladi oziroma do junija leta 2023 s sprejetjem ustrezne zakonodaje v parlamentu. Četudi je ta služba najtežja služba, ki jo opravljam v državi, jo opravljam s srcem, jo opravljam svobodno, pa bom ponovil stavek, ki sem ga ponovil ob svojem prvem stiku s svobodo: krepat, ma ne molat. Pomeni umret, ampak ne opustiti tega, za kar smo tukaj. Svobodno in izbrano. Hvala in lep dan vsem. Hvala lepa ministru.
Danijelu Bešiču Loredanu, ja, saj bi uporabil kakšen drug izraz, ne, ki je njemu bližji, recimo amputacija, drenaža, ampak ne, nočem, da Svobodo istoveti s tem, raje sem rekel reanimacija in to je tisti pravi pogled v prihodnost, tako da ministru zaupamo in sem prepričan, da bo izpeljal to, kar si je zastavil. Še v eno osebo je v mesecih od naše volilne zmage uprtih veliko oči. Naših poslanskih tako ali tako, mnogo pa je tudi oči, ki so v naslednji govornici sprevideli osebo, ki počasi, a pomembno in zagotovo spreminja in dviguje nivo slovenskega parlamentarnega diskurza, ter politiki daje ljudskost in toplino, ter v ospredje postavlja osnovno poslanstvo, skrb in posluh za ljudi. Še posebej tiste ranljive in krhke, s posebnimi potrebami, marginalizirane, zapostavljene in pomoči in skrbi potrebne. Osebo, ki nas velikokrat preseneti s svojo neposrednostjo in iskrenostjo, kar je nekaj nenavadnega, saj v slovenski politiki tega že lep čas nismo bili vajeni in deležni. Poslanke in poslanci Gibanja Svoboda smo na njo še posebej ponosni, je tudi torej naša predsednica vseh poslank in poslancev v našem državnem zboru, je tudi podpredsednica Gibanja Svoboda. Pred mikrofon pa zdaj vabim našo drago Urško. Magistrica Urška Klakočar Zupančič, prva izvoljena predsednica državnega zbora v zgodovini Republike Slovenije. Najlepša hvala. Ker tamle vidim, že nekaj pripravljajo in že diši, bom kratka in prosim, predsednik, da si tudi ti kratek, da bomo šli čimprej se malo pokrepčati. Ja, lejte, jaz sem si hotela za ta pomemben dogodek pripraviti govor, ampak ker res veliko delamo, res veliko tudi mi v državnem zboru, za kar je seveda delno kriva tudi vlada, ker nam pošilja kar naprej predloge zakonov, mi to ni uspelo in mi je gospod Bešič Loredan prijazno odstopil svoj listek, s katerim je imel označeno sedišče in sem si lahko malo vseeno napisala iztočnic. Torej, dragi predsednik, jaz se spominjam, da še ni preteklo eno leto, odkar sva prvič sedela z skrbno odmerjenim časom, seveda, ker so se le bližalo volilno leto, odkar sva prvič sedela in se pogovarjala o tem, da je treba v naši državi nekaj narediti. Jaz sem bila takrat pripravljena pristopiti k tej ideji, ki se je počasi porajala in oblikovala. In čeprav je bilo težko, in tukaj razumem tudi kolegico, evropsko poslanko Ireno, ja, je težko, za ženske je včasih še posebej težko, mi ni žal, bi šla še enkrat skozi vse in verjamem, da nam bo uspelo, tako kot smo si zastavili, oziroma nam že uspeva. Spomnim se prvega kongresa, ki smo ga naredili online, ker je takrat, mislim, da še so bili eni ukrepi v veljavi, saj ne vem več kateri, ker so se itak spreminjali vsak dan. Spomnim se, da smo 5 minut pred prvim kongresom še razmišljali, kako se bomo imenovali. Vedeli smo, da bo nekaj Svoboda, ampak kaj bo spredaj, smo se pa še pogovarjali in smo takrat zelo na hitro izbrali Gibanje Svoboda. No, danes nas je, glede na to, kako je bilo takrat, ogromno in sem res vesela, da sem lahko del te zgodovinsko velike stranke s takšnimi vrednotami, s takšnimi načeli, s katerimi se lahko kot človek poistovetim. Ja, nikoli si nisem mislila, da bom kdaj sedela v parlamentu. Bom rekla tudi, da si na začetku niti nisem želela, ampak zdaj je pa postalo izredno zanimivo. Poslanke in poslanci Gibanja Svoboda smo zelo povezani, gre za res veliko poslansko skupino in že na začetku so nam govorili, jaj, to bo treba biti strog, pa skupaj držati, pa da ne bo kdo zašel na kakšno krivo pot, ne bo nobeden zašel na nobeno krivo pot, ker se preprosto imamo radi, a ne tako, Aleš?
In res se podpiramo in jaz včasih na tistem mestu predsednice Državnega zbora res se kar omejim pa gledam na sredino, zato da dobim pozitivno energijo od tam, da lahko potem zvodim sejo. In šponamo, zelo veliko šponamo, včasih tudi po 12 ur, tako smo šponali, mislim, da zdajle na zadnji interpelaciji. In kar se mi tudi zdi zelo pomembno, včasih razmišljam o vas, poslanke in poslanci, in sem tako vesela, ko se spomnim, da prihajamo res iz vseh koncev Slovenije. Ni enega konca, ki ga v bistvu mi ne bi zastopali, pokrivali. Naj pa na tem mestu, poleg seveda pohvale poslankam in poslancem, ki zelo pridno hodijo na seje in so prisotni, ker vedno pogledam, če so, moram pohvaliti še strokovne sodelavce, in sicer tako strokovne sodelavce, sodelavke in sodelavce poslanske skupine, kot seveda vse tiste sodelavci, ki so pri meni v kabinetu, ker se resnično trudimo skupaj za to, da so seje pripravljene kvalitetno, da je vse obdelano, da je poslanska skupina vedno pripravljena tako, kot mora biti, in da se spelje vse v, bodimo kar iskreni, kar zelo kratkem času, pa to razumemo, ker pač naša država potrebuje nekatere nujne ukrepe. Jaz sem izjemno počaščena, da sem prva predsednica Državnega zbora Republike Slovenije. Kot sem že prej rekla, nikoli si nisem mislila, da se mi bo kaj takega zgodilo. In tako kot moram priznati gospe Alenki Bratušek, da sem ponosna, da jo imamo med nami, ker je bila prva predsednica vlade Republike Slovenije, in sem vesela, da sva kolegici, ker ženska energija je še kako potrebna in to dokazujemo tudi s številom žensk, ki jih imamo sedaj v Državnem zboru, ker stvari morajo biti uravnotežene, ne? Ni dobro ne preveč moškega, ne preveč ženskega. Državni zbor odpiramo ljudem, jaz se zelo trudim, da je Državni zbor dostopen vsem, tudi ob tem neljubem dogodku pred časom, ko je bil eden od opozicijskih poslancev napaden, in smo nekoliko poostrili varnost. To ni namenjeno, da bi se Državni zbor kakorkoli zapiral ljudem, ampak da je to prostor, ki je varen za vse obiskovalce, za tiste, ki vstopajo in tiste, ki izstopajo. Kar se tiče lokalnih volitev, smo zelo aktivni, mislim, da se vsi trudimo, da obiščemo čim več krajev, da damo lokalnim odborom čim več podpore, kandidatom, da jih držimo pokonci, ker vemo vsi, ker smo šli čez to na državnozborskih volitvah, kako pomembno je. In dragi Maribor, meni je Maribor posebej ljub, ker jaz sem tudi Štajerka, ne. Sicer že tista spodnja Štajerka, ravno toliko, da sem še, ampak sem zato toliko bolj zavedna Štajerka. Že prvič me je Maribor fenomenalno sprejel, tako da jaz verjamem v Maribor, verjamem, da se bo kot druga prestolnica Slovenije postavil tako, kot se mora, da se bo razvijal, seveda pod vašim županovanjem, doktor Flis, in da bo dosegal tisto stopnjo razvoja, ki jo želi doseči, ki jo mora doseči, na kar boste ponosni Mariborčanke in Mariborčani in pa seveda vsi drugi državljanke in državljani. Referendumi so pred nami, 3, to so ovire, na katere morda nismo na začetku računali, to so padle na pot, ampak ne glede na to, vsaka ovira, ki nam pride na pot, se da prestopiti ali pa preplezati. In mi bomo to tudi storili. No, pa še to bom rekla, da v bistvu naša stranka je nastala ne samo zato, ker je pač Slovenija bila 2 leti prej ali pa je bila na poti, na katero si mi nismo želeli stopati, nismo želeli, da nadaljuje po tej poti. V bistvu mi je bilo neverjetno, da se bom kadarkoli, nisem nikoli si mislila, da se bom kadarkoli aktivirala, tako da se bom borila proti ideologijam, ki bi morale biti že zdavnaj pokopane in nikoli več oživljene. Ampak žal človeštvo se iz zgodovine ne nauči dovolj, neprestano moramo ponavljati,
ponavljati včasih napake, ki so jih storili že naši predniki, ampak jaz si želim, da tokrat ne bo tako, da ne bomo dopustili nikoli več, da se v Sloveniji kršijo človekove pravice, temeljne svoboščine, da se ruši vladavina prava, ker to je tisti temelj, na katerem se potem gradi vse drugo. Dobro zdravstvo, energetska preobrazba, potem solidarnostna prihodnost in tako naprej. Ker če tega temelja ni, ne bomo nič drugega mogli zgraditi. Tako da hvala lepa, da se nam pridružujete, hvala lepa, da v nas verjamete. Mi se trudimo, resnično se, ne bomo nikoli, pa to mislim, da lahko trdim prav za vsakega od nas, sploh poslank in poslancev, da ne bomo nikoli zapustili ali pa ne glasovali tako, kot sami mislimo, čutimo, tako kot vemo, da je prav in najboljše za naše državljanke in državljane. Jaz si želim živeti v svobodni Sloveniji in varni Sloveniji in jaz verjamem, da nam bo to skupaj uspelo oziroma nam že uspeva. Za svobodno Slovenijo. Hvala vam. Hvala lepa magistrici Urški Klakočar Zupančič, predsednici Državnega zbora Republike Slovenije. Na koncu je običajno čas za sklepne misli, sploh kadar je konec nečesa, pravzaprav začetek nečesa večjega, neustavljivega in navdihujočega za vse nas, ki smo se odločili slediti ideji svobodne države, države, v kateri sta spoštovanje in sodelovanje ključni vrednoti. In mož, ki je prvi med nami ubesedil misli in želje mnogih, ki smo danes tukaj, ko je dejal, da želi živeti v demokratični, pravni in solidarni državi, v kateri ne bo prostora za sovraštvo, jezo in razkol, in se za te vrednote tudi od nas med prvimi izpostavil, nas je tudi pripeljal do zmage. Predsednik vlade, ki je v le nekaj mesecih Sloveniji povrnil ugled in mesto, kot ji pritiče na mednarodnem parketu, in ki se na domačem političnem parketu znajde tako dobro, da smo lahko nanj iskreno ponosni. Od januarja predsednik Gibanja Svoboda, od 1. junija letos dalje pa tudi predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob. Urška je imela srečo, je imela Danjela, je dal vsaj listek, jaz sem imel Mateja, tudi listka mi ni dal, da bi si lahko napisal govor. Še enkrat en lep pozdrav vsem. In moram reči, da sem ne samo očitno dobre volje, ampak zelo ponosen, da sem danes tukaj z vami. Zelo ponosen zato, ker vem, da je za večino od vas to bila prva pot v državno politiko. In to, da smo 2 leti gledali in bili priča, kako so nam pred našimi očmi enega po enega razgrajevali vse družbene podsisteme. Niti en podsistem ni ostal nedotaknjen. Izkoristili so epidemijo, COVID, naše stiske, naš strah pred boleznijo, zato da so demontirali pravno državo, da so demontirali demokracijo. Ko smo mi vsi, najprej to dnevno opazovali, je naraščalo tudi spoznanje, da brez lastnega angažmaja, tudi žrtvovanja marsikoga od vas, se spremembe ne bodo zgodile in spremembe so bile nujne. Pa niso bile nujne zaradi nas, bile so nujne zaradi bodočih generacij.
In to je tisti glavni motiv, ki nas je v resnici pripeljal do točke, ko nismo imeli izbire. Ok, jaz sem še eno drugo. Mene so pred enim letom sami poslali na to pot. Jaz se bom zahvalil predsedniku takratnemu vlade, gospodu Janezu Janši, da mi je 15. novembra, to je skoraj 1 leto, ni še 3 dni, rekel, da zdaj je moje novo poslanstvo tukaj z vami. Tako da hvala, Janez. In potem smo šli na pot, jaz sem jo takrat imenoval dogodivščina in sem tudi pozval vse tiste, ki verjamejo v iste vrednote svobode, spoštovanja, dostojanstva, naj se pridružijo. In ste se pridružili. In danes lahko s ponosom gledamo na prehojeno pot. Ne samo, da smo pred 10 meseci ustanovili stranko, ne samo, da smo pred 8 meseci zmagali na volitvah, postavili vlado, ne. Ponosni smo lahko na to, kako smo v tem času vrnili ljudem mir. Vrnili smo jim dostojanstvo. Vrnili smo jim to, da je kar naenkrat v javnem diskurzu, še posebej strani politike, niso več deležni ne žalitev, ne preganjanja, niti ne, da bi jih kdorkoli podcenjeval. In ta osnovna, jaz to imenujem res človeško dostojanstvo, ki je v družbi zdaj prisotno, ta osnovni, niti ni bil cilj, to je bil predpogoj, da bomo lahko začeli delati. Ta osnovna sprememba se je že zgodila. In ta osnovna sprememba je tista, za katero vemo, da bo ta zgodba tudi trajna. Ker to je edini temelj, na katerem lahko gradiš trajno. Kako smo se tega lotili? Kako nam je to uspelo? Uspelo nam je z 2, spoštovanjem in ponosom. Samo ti 2 besedi, ali pa vrednoti, če hočete, sta ključni. Najprej smo spoštovali ustavni red, pravno državo, vrednote. Združevali smo se tisti, ki smo verjeli v iste vrednote. Po volitvah smo s spoštovanjem nagovorili naše soborce za svobodo, tudi če so padli, ampak niso bili mrtvi, so bili samo ranjeni. Tako da dajmo še en velik aplavz, prosim, za naše soborce in soborke. Povabili smo jih v svoje vrste, povabili smo vas v svoje vrste in večina vas je temu spoštljivemu povabilu tudi sledila. Zato sem vam hvaležen, zato ker vem, kaj pomeni to, da smo lahko vaše znanje, vaše izkušnje iz državne politike vključili v svobodo na način, da lahko danes hitreje in boljše delamo za Slovenijo. Ta element je bil izjemno pomemben, ne samo zaradi politične dimenzije, ampak predvsem zaradi vsega znanja in izkušenj. Samo zato smo lahko tako hitri danes pri delovanju na vseh področjih delovanja. Spoštovanje je pa tudi nekaj, kar smo prinesli do vsakega sočloveka, do vsakega državljana in državljanke Slovenije in do vsakega, ki prebiva v Sloveniji. Če kaj, potem je ravno to, da na nobeni točki ne žalimo ljudi, na nobeni točki ne dvomimo v ljudi, na nobeni točki ne zanikamo njihovih stisk. Tisto, s čimer želimo izkazati spoštovanje vsem ljudem, tudi tistim, ki nimajo enakega mnenja od nas. Pa se je že nas toliko, celo v poslanski skupini in vladi, da mi tudi nimamo enakega mnenja ves čas o vsem. Sej ne moremo imeti, ker se zavedamo, da je osnovo spoštovanja ravno to, spoštovanje različnosti. In to lahko prenesemo na vse ljudi. Ne bomo pa trpeli sovražnega govora pod krinko različnosti. Še posebej ne sovražnega govora strani politikov, pa tudi če prihaja iz leve strani. Ker je sovražni govor tista toksična, tista strupena vrednota, ki ni vrednota, sestavina, ki v resnici razkraja družbo.
In zato smo ji napovedali vojno z vsemi sredstvi, sovražnemu govoru, nerazličnosti. In veste, kaj je najlepše pri spoštovanju? Takrat, ko spoštuješ samega sebe, spoštuješ druge, prideš do točke ponosa. Takrat šele lahko postaneš ponosen. In prav je, da je vsak najprej ponosen na samega sebe, ker iz tega izhaja to, da bo lahko drugim pomagal, da bodo ponosni na se, ponosni na skupnost, ponosni na svojo državo. In jaz mislim, da ravno to ni lažno domoljubje. Ravno to, ponos na svojo državo, je tisto, kar nam je uspelo v 6 mesecih spet pripeljati v družbo. Danes nikomur več ni nerodno povedati, da je iz Slovenije. Danes kamorkoli prideš. V bistvu nas spet vsi poznajo, da ne rinemo proti vzhodu, ne samo v temne čase ali mračni les, da ne rinemo za železno zaveso, ampak smo zazrti na zahod. Zavrti smo v tisti del Evrope najbolj napredne celine, tisti del Evropske unije, ki dejansko je svetilnik celotni civilizaciji. In Slovenija je ponosen del te civilizacije in ponosno soustvarjamo prihodnost Evropske unije. In ravno ta element je tisti, ki nam jasno dokazuje, da takrat, ko človek verjame vase, ko verjame v svojo skupino, svojo skupnost, ni važno, če je skupnost majhna. Velja samo tisto, kar znaš. In takrat si lahko zastaviš najbolj ambiciozne cilje. In glej zlomka, jih sprejemajo. Ne rabiš biti ne samozavesten, ne rabiš se zatekati k vzhodnim prijateljem, ker te so edini, ki ti dajo občutek moči. Ne, ker prava moč izhaja iz vrednot in iz znanja. In te vrednote so tisto, za katere želimo jih tudi predati naprej našim otrokom. In na ta način bo Slovenija ne samo del evropske zgodbe, ampak tista, okoli katere se bo marsikdaj evropska zgodba tudi gradila in vrtela. In to je en od elementov, na katere smo lahko še posebej ponosni. In zato se zahvaljujem celi ekipi, ki deluje tudi na mednarodnem področju, ker nam pri tem zelo aktivno pomaga. Ker se ne bojijo, še najmanj napak, ampak ker imajo cilje, ki so ambiciozni in cilje, ki so usmerjeni v prihodnost. Vsem tem, med popolnoma drugačnim delovanjem, nam je uspelo v teh 6 mesecih narediti stvari, ki smo jih napovedovali, ampak nismo prav bili prepričani, če nam bojo uspele. Nam je v 6 mesecih uspelo zgraditi zgodbo, ki jo v Evropi gledajo z zavidanjem. Zgodbo o uspehu v borbi proti draginji, pa ne samo energetski, nasplošno. Na prevzemu vlade je bila inflacija 10,8 v Sloveniji, v evrskem območju pa 8%. Danes je pri nas 9,9, zbili smo jo, vse jo bomo še. V evrskem območju je narasla skoraj na 11%. V istem obdobju, ko so najbolj razvite države bile soočene z naraščanjem inflacije, je nam uspelo inflacijo omejiti. To ne pomeni, da ljudje niso prizadeti, da marsikdo še vedno ni v stiski, seveda je, vse to drži. Zato smo izpeljali ukrepe, ki so usmerjeni v to, da smo najranljivejši dali osebne dodatke, energetske dodatke, dvignili smo otroški dodatek, zato da ne bi izpadli tisti, ki imajo družine. Predčasno smo dvignili pokojnine, začeli smo dialog in vem, da bomo uspešni za dvig minimalnih plač in s tem smo v veliki meri povečali 70% prebivalstvu njihove prejemke. Način, kako se borimo proti draginji, ni samo v tem, da omejujemo cene, čeprav je ta pomemben, ampak tudi v tem, da povečujemo prejemke. In to je eden glavnih dosežkov te vlade, zato ker je na ta način smo uspeli stabilizirati in tudi umiriti ljudi in predvsem izgnati negotovost. In ravno ta optimizem, ki ga izpričujemo vsak dan in je za bom danes tudi, je tisto,
kar je pomembno, je sporočilo, za katero vas pozivam, da ga prenašate naprej. Optimizem, da je Slovenija na pravi poti in optimizem, da se nam dejansko obetajo boljši časi. Pa četudi, ko smo prevzeli vlado, so bile razmere v Evropi najhujše po drugi svetovni vojni. Nad zato. Z optimizmom lahko premagamo vse. In to nam tudi dejansko uspeva. In ravno to sporočilo, bodimo spoštljivi, ponosni in hkrati pozitivni in optimistični, je recept, kako bomo lahko kakršenkoli problem, ki prihaja, tudi strli. To ne pomeni, da živimo samo v sedanjosti. V prihodnjih mesecih, in bom zdaj to napovedal, se pripravljata dve področji zelo pomembnih sprememb. Na eni strani vse reforme, vse tisto, s čimer se je odlašalo 30 let, pa ne bom našteval, kaj vse od zdravstvene, ki jo je že napovedal Danijel, do pokojninske, do šolske, do tudi energetske, če hočete. Vse reforme bodo na vrsti v letu 2023. Celotno družbo želimo spremeniti. Začeli jih bomo v letu 2023. Vse smo povedali, da bomo rabili 2 mandata. Ampak po 2 mandatih bo družba popolnoma drugačna od tega, kar smo sprejeli, ko smo prišli na vlado. In leto 2023 je, kar se tega tiče, ključno. Istočasno smo v zelo intenzivnih pogovorih z gospodarstvom. Kako podpreti propulzivni del gospodarstva, tisti del gospodarstva, ki deluje digitalno in zeleno, tisti del gospodarstva, ki ustvarja nova zelena delovna mesta, in kako se od pomoči kroničnim izgubarjem, kjer so plače minimalne, preusmeriti v razvojno pomoč tistim, ki dejansko z svojimi rezultati dokazujejo, da znajo ustvarjati visoko dodano vrednost. V prihodnjih mesecih boste slišali iz marsikatere industrijske branže o njihovih pospešenih investicijskih načrtih. In to ne takih, kot smo jim priča v Hočah, ampak v pravih investicijskih načrtih v nova zelena delovna mesta. Zato, ker ta čas, ko se borimo z draginjo, ta čas, ko smo pripravljali izhodno strategijo iz covida, ki je kar enkrat izginil, tako kot vsak strah, s katerim so nas fopali 2 leti, ker je votu pa nič ga ni. Enak pristop imamo lahko do vsega. In ves ta čas smo uporabljali, zato smo se pripravili na leto 2023, ko bomo z izredno intenzivno investicijsko politiko, investicijskim ciklom dejansko dali Sloveniji zagon za preboj. Ampak da ne bom govoril samo o prihodnosti, 2023, zdaj imamo še 3 tedne pred sabo, še 3 nedelje, danes je sobota. 3 nedelje, ko moramo vsak od nas oddelati svoje. Prva je jutri, vsi moramo voliti. Vseeno je, da bomo rekel, koga boste volili, valjda ni vseeno. Vseeno je, koga ste volili v prvem krogu. In mi ni treba govoriti, kaj si mislim o drugem krogu, ker ne smem govoriti, ampak gledajte me v oči in vse veste. In prvič gremo na volitve jutri in naslednjo nedeljo gremo voliti ne samo Vojkota Flisa za Maribor, ampak vseh 53 župank in županov, gremo na lokalne volitve. In čez 14 dni v nedeljo gremo 3-krat za. In veste, zakaj je ta 3-krat za tako simbolično pomemben? Ker s tem zaključujemo to letošnje super volilno leto, ko SDS-u in Janezu Janši jasno povemo. Dosti te imamo, pejdi v penzijo, ker tja je, kamor spadaš. In preden me kdo obtoži sovražnega govora, to je bilo samo izraz različnosti. Srečno, svoboda!
Hvala lepa našemu predsedniku, dr. Robertu Golobu. Vsi skupaj se bomo trudili za svobodo. Dovolite mi, da se zahvalim tudi delovnemu predsedstvu 4. rednega kongresa stranke Gibanje Svoboda in še posebej predsednici magistrici Nataši Avšič Bogovič. Hvala, Dušan. Iskrena hvala tudi kolegu Dušanu Stojanoviču za tako suvereno in svobodno odpeljan ta kongres. Ugotavljam, da so tudi formalno izpolnjeni pogoji za zaključek 4. rednega kongresa stranke Gibanje Svoboda. Zahvaljujem se verifikacijski komisiji, volilni komisiji, zapisnikarju in overoviteljem kongresa. Hvala, da ste bili z nami in omogočili to. Hvala lepa kolegici Nataši. Oba se zahvaljujeva seveda vsem